Z vami sem Mika Gantar in danes bomo govorili o potlačenih čustvih, ki jih duša nosi s seboj. In zdaj, kaj seveda duša si izbere? Svojo družino, v tej izkusi določene bolečine in potem se celo življenje s tem ukvarjamo, da to dekodiramo pa počistimo. Ena knjiga, ki vam jo toplo priporočam, seveda poleg moje, Ko ima življenje žur, vam priporočam, preberite knjigo Ko telo reče ne. V tej knjigi boste izvedeli prav o tem, kako vsa avtoimuna obolenja so povezana s potlačenimi čustvi od mladosti, od tega, ko ti govorijo, da nisi dovolj dober, da si ne zaslužiš, da moraš biti pridna punčka, priden fantek, predvsem pa ljudje, ki so zelo zgodaj izgubili starša, občutek zavrženosti, zapuščenosti, jih vodi na dolgi rok v avtoimuna obolenja. Tako da res toplo priporočam. Poleg tega, res da v tej knjigi ni točno razloženo, kako pa zdaj te občutke, potlačene občutke pozdraviti. Zato vam pravim, vzemite potem knjigo Ko ima življenje žur, da to počiste. Ker eno je, da razumeš, kje je težava, drugo pa je potem to težavo počistiti. Ker pogosto se zgodi, da prav ti potlačeni občutki iz rane mladosti vodijo v neke samouničevalne programe in lahko sami preverite pri sebi svoja podzavestna prepričanja z mišičnim testom in se vprašate, imam potrebo po samouničevanju. In dajmo zdaj to pogledati, kdo ima potrebo po samouničevanju. Čisto vsak, ki se prenajeda s hrano, čisto vsak, ki uporablja hrano na način za zlorabo. Se veste, če moraš vsak dan pojesti čokolado, to ni nekaj, kar privede do boljšega zdravja. Ravno tako pa vsi ljudje, ki so zasvojeni z alkoholom ali s cigareti. Potreba po samouničevanju. In to ni slabost, to ni neka duševna slabost, ampak je program, koda, ki ga sabo vlečete od zgodne mladosti, mogoče ste bili zapuščeni, mogoče so vas pogosto kaznovali, mogoče ste bili pogosto tepeni in v bistvu ta občutek ne zaslužim si. Jaz bom zdaj nekaj kart Prehod v novo dobo prebrala in ena od zadnjih svetovanj je bilo tako zanimivo, gospa prekomerno težo, gospod ozdravljeni alkoholik in dejansko s tako neverjetno željo po spremembi. In oba dva sta dobila karto, veste katero? Karma. Osvobajam se starih vzorcev, tega ne potrebujem več, grem naprej. In ja, tudi mene osrečuje, ko vem, da nekomu podam roko. Zdaj je prišla karta ven, vranična čakra. Moj svet je miren, občutim mir. No, vranična čakra je na predelu vranice. Vranica je na levi strani pod rebri in v vranici se prečiščuje kri. In kaj kri nosi okrog? A veste kaj? Vašo žalost ali pa vašo radost. In ko je vaš svet miren, vaša kri nosi mir, vsako celico. Ampak ko je vaš svet raztreščen, ko ste vi raztreščeni, kaj nosi vaša kri okrog? Po vaših celicah vsako celico prenese informacijo, imamo potres, imamo stres. Zato je tako pomembno, vnašajte več miru v svoje življenje. Delajte stvari, ki vas osrečujejo. Pred kratkim sem govorila z eno osebo, ki jo res močno cenim, in smo se pogovarjali o tem, kako pač doseči v življenju neke statuse, izobrazbe, diplome in tako naprej. Kaj je v življenju res pomembno? A je pomembno, da umreš do cilja, da prideš do nekega štempla, ali je pomembno, da v življenju delaš tisto, kar tebe osrečuje? Jaz sem vedno zagovornik tega, delaj to, kar tebe osrečuje. Delaj to, kjer tvoja duša poje. Ni pomembno, koliko štemplov imaš v življenju, ampak pomembno je, kaj nosiš ti v srcu. Da takrat, ko pogledaš nazaj, rečeš, to je bilo pa lepo obdobje, to je bilo pa fino. Ko pogledaš na zadnjih 5 let, pa rečeš, to bi pa še enkrat. To je tisto, kar je vredno v življenju, ker v nasprotnem primeru sebe pripelješ do roba in ko sebe pripelješ do roba, enkrat telo reče ne. In ko telo reče ne, takrat
nobena diploma ti ne pomaga, noben štempelj ti ne pomaga, pomaga sicer, če imaš denar, sigurno, ampak da pa sediš na kupu denarja, ko si vse zafural, tudi to ne pomaga več. Zato je tako pomembno, uči se spuščati, uči se iskati svoj mir in uči se izražati. No in zdaj pa pojdimo naprej na požiranje čustev. Bodi tiho in potrpi. To ni najboljši program in če ste bili vzgajani na ta način, bodi tiho in potrpi, boste vedno vse požrli in je lažje požreti hladilnik, kot je rekla zadnjič ena stranka, kot pa izraziti svoja čustva. In potem, na koncu pridelaš svojo bolezen, težave s hrbtenico, težave s kup drugimi telesnimi težavami. Dejstvo je, da na koncu vedno ti izgubiš. No, pojdimo na naslednjo karto. Naslednja karta pa je tale in je lahkotnost. Zavedam se, da mi življenje ponuja lekcije. Ja, vsakemu izmed nas. Lahkotno grem s tokom življenja. Ker včasih v življenju pomaga, da dvigneš vesla. Včasih pomaga, da se nehaš boriti. Zdaj vam pa povem en primer ene moje prijateljice. Ja, prekomerna teža, sikerancija, težave s hrbtenico, 1001 težava. In ko je dvignila vesla tam, kjer bi jih mogoče mogla že par let nazaj. Veste, kaj se je zgodilo? Prva stvar, shujšala je 10 kil. Pred kratkim sem jo videla in prav tisto, joj, ti žariš. Ja, nehala je vlagati energijo tja, kjer je bilo že truplo. In ko je odnos truplo, je škoda tvoje življenjske energije. Vem, da je težko, ker noben zaključek ni enostaven, ampak ko rešuješ sebe, ko vidiš, da se ti pogrezaš v to živo blato, nekaj moraš narediti. In to nekaj narediti, dvigniti vesla in dovolj, da se nekaj zgodi. Potem kakšno stvar spremeniti in potem je lažje v življenju. In jasno zaznavaj sporočila, intuicija. Vsi mi imamo intuicijo, vsi imamo vodstvo, ampak potem se oglasi glas pa reče, ne raj premisli, varnost, toliko si vložil tam noter, tukaj noter si pustil 20 let svojega a zdaj boš pa kar takole pustil. In na koncu vidim ljudi, ki se borijo, ki futrajo predvsem odvetnike in ne spustijo. In kolikrat mi kakšna gospa predvsem reče, a zdaj naj pa pustim. Ja, ne vem, to ne morem jaz reči, kaj boš ti pustila ali ne. Ampak vem, kaj se splača v življenju. Splača se imeti svoj mir. Zato, ker ko upaš spustiti, ker to je mogoče naloga tvoje duše, da se naučiš spuščati v življenju. In zdaj poglejte, kaj se zgodi. Ljudje, ki ne uspejo spustiti, se zgodi, kaj? Oklepajo se, kje jih bo začel boleti? Členki. Otekli s členki. Ne morejo spustiti. Ne že spust, razklen, dovolj. In druga stvar, gledajte, kaj se zgodi, ko spustiš, odpreš dlani in lahko pride nekaj novega. In to se splača, verjemite mi, to se splača. Ker potem reče, joj, ti imaš pa srečo. Ja, mogoče sem pa kdaj odprla dlani in dovolila, da kaj pride v moje življenje. In tudi členki te pol ne morejo boleti, ker dovoliš sprejemanje. In dajmo še zadnje sporočilo, tako da danes so ta podzavestna prepričanja na tapeti in dajte razmisliti, dajte poiskati, kaj so vaša prepričanja, kaj vas bremeni, kaj vas zadržuje, potem boste videli, da je lažje. Nova moč. Zavedam se lastne moči, prepuščam se božanskemu vodstvu.